Gledate oddajo Klepet ob kavi. Drage dame in cenjeni gospodje, jaz imam eno čudovito novico za vas. Namreč na tem svetu se je odprla čudovita delavnica, 5 dni bo trajala, popolnoma brezplačna je. Glavna krivka je seveda danes z menoj, gre pa za brezplačno delavnico v bistvu duhovnega stanja, zavesti. Torej, učili se bomo pravzaprav osnovnih stvari, ki jih nekateri še ne poznajo. Tjaša, lepo pozdravljena. Živjo, Neža. Jaz sem zelo vesela, da si seveda se odločila, da boš organizirala delavnico duhovne zavesti. 5-dnevni brezplačni tečaj, potekal bo od 24. do 28. marca. Sem vse prav povedala? Prav si povedala. Zdaj pa greva na začetek. Zakaj sploh duhovna praksa? Ja, v bistvu ta delavnica, ki jo omenjaš, bo pravzaprav 5-dnevni izziv duhovne prakse. Ko sem malce spraševala mojo skupnost, kako se jim je življenje izboljšalo, ko so vpeljali v svojo dnevni ritual prakse, duhovno prakso, jih je 97% reklo, da se jim je življenje izjemno izboljšalo. Ti si dejansko delala raziskavo? Ja. Okay. Ja. Zaradi tega, ker sama sem na svoji duhovni poti že 20 let. Že 20 let imam svojo duhovno prakso in v prvi vrsti sem videla, kako se je meni življenje transformiralo na boljše. Ampak sem rekla, zdaj me pa zanima, če tudi za mojo skupnost, ki vsakodnevno meditirajo, delajo različne duhovne rituale, ki jih delim z njimi, se tudi poznata pozitiven preskok zavesti od takrat, ko so v bistvu vpeljali svojo duhovno prakso. Če prav razumem, Tjaša, torej gre v bistvu za stare mačke, ne? Te ljudje so torej ljudje, ki so že dalj časa vpeljani? Niti ne. Ravno zaradi tega, sama sem na duhovni poti 20 let in sem rekla, ja, v 20 letih se pa že nekaj more poznati, da delaš dober. Ampak določeni ljudje v moji skupnosti so mogoče kakšen mesec z menoj in so se prvič srečali z duhovno prakso. Niti ne vedo točno, kaj početi za to, da prideš v stik s samim seboj in svojo dušo. Ampak vseeno sem jih vprašala, ali se je tvoje življenje izboljšalo, polepšalo, je lažje, lepše, odkar imaš svojo duhovno prakso. In 97% jih je reklo, da ja, vsekakor. In potem sem jih vprašala, kaj se je zgodilo. Od trenutka, ko si začel svojo duhovno prakso in so rekli, s partnerjem se več ne kregam, imam boljše odnose, imam več energije, nisem več v strahu. Prej sem se borila z depresijo in s tesnobo, zdaj sem pomirjena. Čutim velik stik sama s seboj, lažje se sprejmem. Nekdo je celo rekel, da končno lahko v odnosih reče ne. Wow. In da nima več te potrebe po ugajanju. In definitivno so vsi ugotovili, da s tem, ko so imeli svojo duhovno prakso v svojem življenju, se je njihovo življenje izboljšalo. Dobilo je namen. In to je mene nekako motiviralo, da moram definitivno celi Sloveniji pokazati, kako lahko imajo svojo duhovno prakso. Duhovna praksa. Ja. Tjaša Dorelaj, kako? Kje torej pričnemo? Kako si zamislila ta 5-dnevni izziv? Ja. To bo v bistvu spletni izziv, spletni program, ki ga bom jaz osebno vodila. Kdorkoli se mi lahko pridruži, je brezplačen. Pod tvojim vodstvom je to? Seveda. Okay. In 5 dni, 5 dogodkov in na vsakem dogodku bom razkrila eno skrivnost. Najprej se bomo sploh pogovorili o tem, kakšna je prava duhovna praksa, ker obstaja veliko različnih duhovnih praks. Nekateri meditirajo, drugi hodijo na sprehode, četrti jogirajo, spet drugi poslušajo inspirativne videe, hodijo na različne delavnice in toliko je različnih opcij, kako lahko ti dviguješ svojo zavest in prihajaš v stik s seboj. Sama sem pa v teh 20 letih svoje duhovne prakse ugotovila, da so 3 najmočnejše. In te 3 bom v bistvu delila z vsemi, ki bodo z menoj v tem 5-dnevnem izzivu. Alo, Mečko, namigneš? No, zdaj si nas ne? Ja, zdaj bomo mogli razkriti eno. No, bom razkrila eno, ki je zagotovo duhovna praksa številka 1 in to je meditacija. Tako da vsi tisti, ki si želijo začeti meditirati, pa ne vedo kako, ali pa tisti, ki že meditirajo, pa se sprašujejo, a bi lahko moja praksa meditacije bila še boljša, bi mi lahko prinesla še boljše rezultate. To je definitivno potem ta izziv za njih. Nekako sem tako pripravila ta izziv za tiste, ki so popolni začetniki, ki slišijo na televiziji, da je dobro imeti duhovno prakso, pa ne vejo, kako sploh začeti. Pa če sploh prav delajo, ker včasih mi ljudje pišejo, rečejo, Tjaša, jaz ne vem, če prav meditiram. Pokaži mi, razloži. Veliko nas je takih, ki se sprašujemo te stvari. In tako sem v bistvu ustvarila ta 5-dnevni duhovni izziv oziroma izziv duhovne prakse, ki bo posamezniku pokazal, na kakšen način naj vpelje duhovno prakso v svoje življenje, katere so 3 najmočnejše duhovne prakse, ki sem jih sama okusila in se mi zdijo, da v bistvu imajo najbolj pozitiven učinek, med njimi bo seveda tudi meditacija. In znotraj tega izziva bom tudi kanalizirala, delila svoja duhovna znanja, ker marsikdo želi biti del moje skupnosti bližnje, ne samo tisto, kar se tako javno vidi, ampak videti, kaj se dogaja vzadej, kaj dobivajo tisti, ki redno delajo z menoj. In evo, ta 5-dnevni izziv bo nek tak vpogled v to.
tudi za tiste stare mačke, kot si prej omenila, ne, ki že to me imajo zanima, ne? Oni svojo verjetno še vedno duhovno lahko prakso. nekaj najdejo pri tebi, verjetno, ne? A veš, kako jaz mislim, Neža, da smo vsi neskončno v življenju samo učenci. Ne? Tudi sama se konstantno novih stvari učim, skozi svoj kanal, skozi kanaliziranja, stalno dobivam novo zavest in to je nekaj najlepšega, ko se postaviš v pozicijo, da lahko še kaj novega izveš. Ne? Potem si odprt in nove stvari pridajo in si lahko obogatiš svoje življenje. Tako da ta 5-dnevni izziv duhovne prakse je tako za začetnike, ki rabijo spodbudo in smernice, kako začeti svojo duhovno prakso, prav tako pa za tiste, ki že imajo svojo duhovno prakso, pa jo želijo poglobiti in še obogatiti, ne, da bi jim prinesla še več rezultatov. Okay. Kako pomembna pa je pravzaprav, verjetno boš tudi o tem, ki je spregovorila, rutina, ne? Ja. Torej, a moramo res to vsak dan je 5 minut dovolj? Kako je s tem, kako ti gledaš na to? Ja, jaz si včasih predstavljam duhovno prakso kot fitness, ne? Se pravi, če mi okej. želimo okrepiti telo, gremo lahko enkrat na teden na fitness, pa ga bomo okrepili. Bo malce dlje trajalo, da bomo prišli do tistih rezultatov. Če bi šli pa mi 3-krat na teden na fitness, bi pa malce prej videli rezultate, ne? In pri duhovni praksi gre za isto stvar. Če mi meditiramo enkrat na teden, mi bomo okusili pozitivne rezultate naše meditacije. Ampak če bi pa meditirali vsake 3 dni ali pa vsak dan celo, bi se pa v bistvu ta premik zavesti, ta poglobitev vase zgodila hitreje. Definitivno je pa tako, ne? Vsi vemo, da živimo v svetu, ko se ogromno dogaja, imamo otroke, v službo hodimo, ne, smo aktivni, imamo polne urnike in tudi sama kot podjetnica imam poln urnik in jaz vem, ne, da nekomu reči, daj začni vsak dan meditirati pol ure, pazi, kam naj to dam, ne? In tudi o tem se bomo pogovarjali, v bistvu, kako svoj urnik zrahljati, da so lahko tudi duhovni rituali in duhovne prakse del tvojega življenja. Ne? Ni potrebno začeti vsak dan pol ure, lahko pa začneš mogoče enkrat na teden pol ure. In potem, ko boš videl pozitivne rezultate, še vsak je potem hotel še več tega, ne? Ko vidiš pozitiven rezultat svoje duhovne prakse, se toliko boljše počutiš, da lažje potem ustvariš prostor za več te duhovne prakse. Okay. Zdaj, ko smo ravno, deva še to minutažo. Nekaj naših tudi gledalcev velikokrat sprašuje, a je dovolj recimo meditirati 30 minut, ne vem, enkrat, 2-krat na teden, ali res vsak dan vsaj po 5 minut? Kaj bi ti rekla? Glede na to, da ti vem, da se zelo veliko raziskuješ te stvari, ne? Ja. Tudi zelo veliko izkušenj imaš, torej kaj se ti zdi, ne? Res to, ker smo vsi v boju s časom. Jaz bi v bistvu najprej rekla to, da je pomembno, kakšno meditacijo meditiraš, ne? Ker torej obstaja več vrsta vrst meditacij. Sama sem najbolj predana kanaliziranim meditacijam. To so tiste, ki so v bistvu izvira, pripeljane in nosijo zelo velik, močen energijski potencial. Taka meditacija te zelo hitro dvigne v teta stanje možganov in potem ti lahko resno meditiraš samo 7-8 minut in doživiš v bistvu ta preskok zavesti. Zdaj pa, če ti ne poslušaš kanalizirane meditacije, ampak sediš v tišini, recimo gledaš eno svečko ali pa se poglabljaš vase, boš pa potreboval dlje časa, v smislu več minut, zato da ti svoje možgane dvigneš v frekvenco teta. Ker običajno, ne, v polnem dnevu, ko se nam veliko dogaja, so naši možgani v beta stanju. In mi moramo v bistvu možgane spraviti do teta stanja, do teta frekvence. In če delamo kanalizirane meditacije, je to hitreje. Ne? Tako da v bistvu ni samo koliko minut, ampak tudi katero prakso izvajaš. Ne? In ravno zaradi tega sem rekla, naredimo ta 5-dnevni izziv duhovne prakse, da razbijamo vse mite o duhovnih praksah, kaj deluje, kaj ne deluje, koliko časa, kako pogosto. In dejansko, ko bodo udeleženci tega programa oziroma tega izziva, 5-dnevnega izziva z menoj šli čez teh 5 dni, bodo na koncu ugotovili, katera duhovna praksa je prava za njih. Okay. In bodo s to nadaljevali. Kako pomembno je pa to vodstvo, ne? Zdaj, ne vem, ti verjetno si že poskušala torej meditirati brez vodstva, z vodstvom, kaj tebi bolj paše, kaj večini mogoče bolj paše, kje se bolj najdejo, koga morda celo to moti, ali je to res ena taka vse splošna korist, no? Da torej delaš meditacijo in jo vodiš torej ti recimo v tem primeru, no? Na to, da govorimo za izzivu. Moje meditacije so v bistvu kanalizirane, kar pomeni, da se kot medij povežem z duhovnim svetom in prenesem ne samo informacije in vodenje, ampak tudi zelo močno energijo. In zato velikokrat tisti, ki poslušajo moje meditacije, bodo vedeli, da ko zaslišijo moj glas, jih že odnese, ne? Že grejo v neko višje stanje zavedanja. Vodene meditacije so običajno tiste, ki so nekako prebrane z lista. Ne? Ravno pred kratkim sem imela en dogodek, na katerem sem seveda kanalizirala, ne? In je tja prišel tudi moj prijatelj, ki se prvič v bistvu srečeval s kanaliziranimi meditacijami. In je on rekel, jaz sem tebe gledal, ti bereš iz lista. In vidim, da ne bereš iz lista. Ne? Kako si lahko na pamet zapomnila tako dolgo meditacijo? In sem rekla, jaz se nisem na pamet naučila. Jaz sem šla v kanal, sem se povezala in sem dol povlekla to. Wow. In v bistvu iskreno, jaz ne vem, kaj bo. Eno sekundo prej jaz dobim informacijo v glavo. Ne? In potem se tako meditacija dobesedno zlije,
najviše dobro za vse tisto, kar pač vsi, ki so tam, potrebujejo. Ne? Tako da v bistvu, ja, jaz osebno mislim, da ko začenjaš, je dobro, da imaš nekoga, ki ti malce pokaže. Ne? Tako kot v fitness, če greva, ne, spet nazaj v to primerjavo, je dobro, da najameš trenerja vsaj na začetku, da ti pokaže, kako se kakšno aparaturo uporablja. Ne? In isto je pri duhovni praksi, da imaš nekega duhovnega učitelja, vodjo, ki ti pokaže, potem pa znotraj tega ti sam najdeš svoj tok in tisto, kar tebi ustreza. Ker na vse zadnje smo le različni in začutiš znotraj svoje vibracije, katera praksa je bolj skladna s teboj. Ne? No, za vse tiste, ki vas je zdaj tole že zamikalo, Tjaša Dorelaj z y.com, tam boste našli, oziroma greste lahko obiskati tudi njeno, ti imaš prav posebno meditacijsko sobo. Ja, res tako da je. noter lahko že malo poklikate in si pogledate, kako približno to zgleda. Zdaj me zanima, ravno zdaj si rekla, ne, torej različne tehnike, različne meditacije. A je prav v bistvu, da ljudje skačemo na 100 delavnic, ali je prav, da si najdemo tisto eno? Kako v bistvu zbrati, kako vedeti, katera je prava? Ja, velikokrat se v tej duhovni sferi zgodi to, da imamo občutek, da bomo nekaj zamudili in da moramo vse vedeti in vse poznati in vse knjige prebrati. In potem začnemo raziskovati 1000 različnih področji, delamo z različnimi duhovnimi učitelji in v bistvu na tak način zelo razpršujemo svojo energijo. Ne? Ker se ti v eni delavnici zaktivira en proces zdravljenja, recimo neke družinske karme, na drugi delavnici aktiviraš božansko partnerstvo, na tretji delavnici prihajaš v stik s svojim telesom in je v bistvu to preveč stvari naenkrat. To je tako, kot če bi hodili v fitness, pa plavali, pa tekali, pa smučali, pa ne vse naenkrat in bi bilo preveč. Tako da jaz nekako predlagam, da začnemo postopoma. Res v srcu začuti, k kateremu duhovnemu učitelju te kliče. Ne? Katera duhovna praksa te nekako malce bolj privlači, katera knjiga te je na vse zadnje poklicala in začni tam. In potem se ti bo to odprlo, v bistvu tvoj naslednji korak. Ne? In ravno zaradi tega marsikdo obupa svojo duhovno prakso, ker si preveč nabaše, ne? Koliko meditacij bo delal, koliko praks bo izvajal. Zato je boljše, če izberemo recimo 3 in so tiste potem konsistentne skozi čas. In ko začutimo, da je čas za spremembo, lahko potem eno damo stran in drugo spet dodamo. Ne? Tako da razprševanje energije se zelo hitro zgodi, kadar imamo občutek, da moramo vse naenkrat. Življenje je potovanje, ne? In duhovna praksa ni nekaj, kar narediš zdaj en teden, pa da bo pol držalo za celo življenje, ampak je v bistvu del tvojega vsakdana. V bistvu jaz takole rečem, če si zamisliš, kje si v življenju želiš biti, recimo, kaj je tisto idealno stanje, kjer si želiš biti. In duhovna praksa je most, ki te pripelje od tukaj, kjer si, do tja. Ne? Ker te pripelje v stik s seboj, ker te postavi v tvoj center, povezavo s tvojo izvorno energijo in ti pokaže pot. Ne? Kjer se lahko torej odpeljaš, ne? Tako. Ok, to je nek tak fajn pomagač. Zdaj, omenila si že en razlog, torej, da je lahko problem ljudi, ki ne morejo vzpostaviti te duhovne zavesti, da torej želijo vsega preveč, da hodijo naprej stvari. Kaj so pa še drugi razlogi, v bistvu, da ne vzpostaviš, da nisi sposoben, oziroma misliš, da nisi sposoben vzpostaviti? Prvič to, da ne veš sploh, kako se lotiti. Ne? Da v bistvu slišiš toliko enih idej, pa ne veš, kako res začeti. Ne? In ravno zaradi tega sem rekla, v tem 5-dnevnem izzivu duhovne prakse bom pokazala osnove, kako v bistvu sploh v svoj vsakdan vpelje duhovno prakso, da bo dlje časa zdržala s teboj. Ne? Da ne boš še enkrat pomeditiral, potem boš preko se, meni pa to ne gre. Meni so misli begale sem in tja, jaz se nisem sprostil, ne, zame to ne gre. V bistvu, ko imaš vodstvo, ko ti nekdo pokaže, lažje potem stopiš na to pot. Ne? Drugi razlog, zakaj ne vzpostavimo svoje duhovne prakse, je zato, ker se ves čas naš umešava in pravi, to ne delaš prav, to bi mogel drugače, ne sediš pravilno, ne dihaš pravilno. Ne? In potem spet rečemo, če ne bom popolno naredil, porajš ne bom in spet greš ven. Ne? Spet odnehaš. Življenje ni popolno. Ne? Pa v bistvu je popolno, znotraj te nepopolnosti. Ne? Tako da v bistvu duhovna praksa ne potrebuje biti popolna, potrebujemo pa jo vzpostaviti. Ne? In ko damo stran to, hočem biti popoln, mora biti pravilno in samo smo v procesu duhovne prakse, samo smo v meditaciji in dovolimo, da se vse zgodi, kar se zgodi in da je vse to pravilno, se v bistvu lahko naša zavest odpre, se v bistvu lahko vzpostavimo ta stik z našo dušo. Ne? Tretja stvar, ki bi pa mogoče še omenila, zakaj ne vzpostavimo svoje duhovne prakse, ker nimamo pojma, kam v svoj polni urnik bi mi to dali. Ne? In ravno zaradi tega se mi zdi, da mogoče bo ta izziv 5-dnevni tisti, ki bo spodbudil, da za 5 dni pa gremo v svojo duhovno prakso. Pa si rečeš, 5 dni si vsak lahko vzame, se ne bomo celih 5 dni skupaj, ne? Ampak vsak dan 1 uro bomo skupaj in boš vsak dan imel svojo duhovno prakso. In po 5 dneh boš takoj vedel, a je to nekaj, kar želiš vzpostavljati še naprej, ne? Pa tudi, če bo samo 10 minut kasneje, ne?
ali pač to res ni za tebe in ti nisi človek za duhovno prakso. Ne? Obstajajo taki? Jaz bi rekla, da ne. Niso Zaradi tega, našli ker še še do prave zdaj poti, čisto verjetno, vsak, ki je začel, je našel stik s seboj. Ker kaj je v bistvu duhovna praksa? To je tisti čas v dnevu, ki ga namenimo sebi. In tega primanjkuje vsem nam. Ne? In v bistvu, ko začneš svojo duhovno prakso, ti najdeš pot do sebe. Tisti delček sebe, ki si ga izgubil, ker si se ukvarjala z otroci, ker si se ukvarjal s svojim delom, ker si razprševal pozornost po svojih projektih. In v bistvu duhovna praksa ni nič drugega kot vrnitev k sebi. Ne, in ko se enkrat vrneš k sebi, kdo ne bi želel biti še bolj sam s sabo povezan? Ne? Lepo. Sploh, ko je toliko pozitivnih rezultatov kot posledica te povezave. s seboj. Tole sem te hotela, točno to zdaj vprašati, ne? Rezultati. Prej smo večkrat tole tvojo raziskavo dali na stran. Dajva se še malo lotiti. Torej, poleg tega, da si ugotovila, da je 97% ljudi se super, boljše počuti in tako naprej, kateri so še drugi pozitivni učinki pravzaprav torej, stanja duhovne zavesti, da ga osvojiš? Kar so rekli, v veliko primerih so rekli to, Tjaša, zdaj končno vem, česa si želim in znam tudi do tja pridati. Odgovor je, Jasni cilji, želje. ja, ker velikokrat si rečeš, jaz se ne vem, kaj bi, zato ker poslušaš, kaj bi drugi, poslušaš, kaj misliš, da je treba, ne? Ampak duhovna praksa te vrne v stik s svojo dušo in se začneš zavedati, kdo si, s kakšnim namenom si v tem življenju, čutiš svojo pot. Čutiš, kaj so cilji, ki jih želiš doseči in celo veš, na kakšen način. Se pravi, začneš dobivati veliko več jasnosti. Ta pomirjenost uma pa prebuditev notranje jasnosti se v bistvu zgodi. Ne? In veliko jih je tudi dejalo, da zdaj čutijo končno to notranjo pomirjenost. Sploh v teh časih, ko se toliko dogaja in ti ves čas te meče ven, ne? In te je strah in potem padaš v paniko in kontroliraš situacije. Ne? V bistvu duhovna praksa te postavi v tvoj center in te postavi dejansko v tvojo moč. Ker kdaj smo najbolj v doprinos sebi in celemu svetu, ko smo znotraj. Ne, ko reagiramo. A veš, recimo se peleš v avtu, ne, in te nekdo prehiti in reagiraš na polno. Ko enkrat vzpostaviš svojo duhovno prakso, si rečeš, v redu je, ne, pa pojdi pred mano. Ne. In ni samo tak mehen primer, kot je ta avto, ko v življenju nečesa ne dobiš tako, kot si si zamislil. Ne. Včasih bi reagiral na polno in bi se počutil, da si žrtev. Ko pa imaš svojo duhovno prakso, se pa zavedaš, da se vse zgodi v tvojem življenju po božanskem vrstnem redu in z namenom. In znaš ta namen dejansko tudi videti. Ne. Začutiš svojo moč in postaviš se v vlogo vodje. Veš, da si ti tisti, ki šofira tvoj avto življenja. Ne. In tudi napake so, oziroma napake spodrsljaji, ne, so del življenja. So del poti. Ne. Je v bistvu samo tako življenje popravlja. Tjale te bova spravila, dajmo mečkam popraviti, evo, tukaj je tvoja pot. Ne. Tako da meni se je zdelo najbolj fascinantno, ko sem delala to raziskavo, da so v tako velikem številu ljudje rekli, da jim je duhovna praksa bom rekla, izboljšala življenje. Tisti 3%, ki so pa rekli, da jim ni, sem jih pa potem vprašala, kako dolgo časa pa že imaš duhovno prakso in so rekli, joj, šele začenjam, ne, ali pa nisem se ji še predal. Ne, tako da sem v bistvu nekako povezala, da zaradi tega, ker še niso konsistentni v svoji duhovni praksi, še niso okusili teh pozitivnih rezultatov. Ne. Okay. Zdaj, če se vrnemo torej na ta 5-dnevni izziv, ne, realno, tako čist pač glede na vse tvoje izkušnje, znanja. A je to dovolj, da pravzaprav se lahko prepričamo o to, da smo na pravi poti in da se bomo tega držali, ali koliko je opcija, da nas spodleti? Torej po 5 dneh, po tvojem mnenju. Torej, če se zdaj prijavimo, ne, povedala boš seveda, kako se sploh lahko prijavimo. Koliko zihar si, no, da nam bo ratalo? Dej, povej. Ja, okay. Se pravi, na moji spletni strani tjašadorelaj.com lahko najdejo zavihek dogodki in tam se prijavijo na ta 5-dnevni brezplačni izziv duhovne prakse. Torej, dogodki. Ja. Z mano bodo 5 dni, vsak dan se jim bom oglašala v živo preko spleta in če bodo z mano ostali vseh 5 dni, ne, ponavadi je 3. dan tisti, ko hočemo obupati, ne, pa če bodo zdržali 3 dni, ampak recimo, da bodo še boljši, pa da bodo zdržali 5 dni, bodo dejansko naprej peljali svojo duhovno prakso. Zaradi tega, ker ponavadi je stvar začetka. Ne. Če se na začetku si pripravljen predati 5 dni, in greš cel noter, ne, vse karte na mizo, all in noter si, potem boš točno vedel, ali je to zate, ali to ni zate. Tako da jaz bi samo spodbudila, daj si to darilo, brezplačno je. To jaz podarjam v bistvu Slovencem, zato ker vidim, da lahko kolektivno zavest dvignemo samo tako, da nas več vzpostavi duhovno prakso.
Tjaša, hvaležna sem, da si prišla v našo oddajo, hvaležna sem, da si nam ponudila tak izziv in delavnico, torej drage gledalke in cenjeni gledalci, Tjaša Dorelaj z y.com, prijavite se torej pod dogodki na brezplačno delavnico, 5-dnevno brezplačno delavnico, kjer torej boste pravzaprav imeli hud izziv, ne? Ampak verjamem, da v 5 dneh boste prišli takole, nasmejani pa karosci, in seveda k boljši prihodnosti naproti. Je tako. Hvala, Tjaša, za obisk, pa se vidimo kaj.